Dober dan, en super lep kolesarski pozdrav. Jaz se odpravljam v center Nove Gorice, kjer bom spremljal prvo etapo dirke po Sloveniji. 15 minut pred štartom sem prišel na Bevkov trg, tle se bo zdaj začelo dogajati, 15 do 1 je štart. Še enkrat je z nami tule, Nadej. Tako, na Bevkovem trgu so se zbrali, jaz sem se zdaj prestavil do Eda centra in bom tukaj spremljal začetek dirke. Tukaj mimo bojo šli, ko bojo na 500 metrih poti. Še 2 minuti do štarta, tle bojo prišli, počakamo in potem pičimo za njimi. Evo, štart. Štart sem v lovu, zdaj grejo dol po Erjavčevi na Kolodvorsko in tam v Italijo. Jaz pa že šibam zdaj skozi Solkan na kolesarsko stezo ob Soči in hitim v kraj Plave, kjer bom poskušal ujeti karavano dirke po Sloveniji še enkrat. Imam približno pol ure časa, v tem času bojo pa oni prišli čez Goriška Brda, Dobrovo in Vrhovlje dol v Plave iz druge strani. Kolesarji so v Novi Gorici vozili še počasi, ker so šli z avtomobilom. Potem na koncu Nove Gorice oziroma že na začetku vstopa v Italijo imajo pa leteči štart. In takrat bo začelo pa leteti, tako da zdaj poteka tekma, ali pridem prej jaz v Plave ali oni. Imamo pa lepo sončno vreme in 29 stopinj Celzija, tako da tam, kjer nič ne piha veter, prav pošteno kuri. Je pa ta kolesarska steza super povezava od Solkana proti Plavam. Če bi hotel dirko po Sloveniji prestrešiti v Goriških Brdih, bi bil gotovo prepočasen. Sicer pa bom dal link od Strave, kje se bom danes vozil, od spodaj v opis videa, pa si lahko vsak točno pogleda, kje je ta kolesarska pot in ostale poti po Vipavski dolini. Evo, lih sem prišel v Plave in že gre policija in karavana. Za las smo se ulovili. Ta prvi kolesari so že tukaj. Dejmo! Ja, ubežna skupina ima že tukaj v Plavah kar precej prednosti, zdaj čakamo pa glavnino. Bravo! Dejmo! Kaj je to noro, kakšne hitrosti, kako škripajo disk zavore. Fenomenalno. Kakor vidimo, vzdušje navijaško, tle v Plavah je bolj klavrno. Bi rekel, nekje 20 ljudi je prišlo navijati, to je to. Je pa tukaj v Plavah z nami tudi Aleksej Dolinšek, znani youtuber in kolesarski trener, ki ima pa svoje mnenje o navijačih v Plavah. Polkšne energije, toliko ljudi se že ni zbrali, to od vojske naprej. Hvala lepa. Evo in še ostala klapa tukaj, kar smo bili. Super, karavana je šla mimo. Jaz pa se zdaj vračam po kolesarski stezi nazaj v Solkan. Ura je 2 popoldan in po časovnici pridejo kolesarji ob 4 popoldan v Ajdovščino. Moj plan je, da se odpeljem zdaj do Ajdovščine in jih ulovim tretjič še tam.
Tale kolesarska steza Solkan Plave je dolga 10 km, tako da za njo porabiš dobrih 20 minut. Lih prav, da bom danes še pred 3 uro popoldan šel skozi Novo Gorico in se izognil največjemu prometu. Eno varianto sem tudi razmišljal, da bi šel še enkrat na Col, tako kot za maraton Češen, ampak imam občutek, da tam ne bo dosti navijačev in da ne bom kaj dosti videl. Tako da bom najbrž se postavil od spodaj nekje v Ajdovščini ali pa mogoče celo na traso tja proti Vipavi. Sem že na poti proti Ajdovščini. Prometu se nisem izognil, čeprav sem šel pred 3. uro mimo Gorice. Motoristi, avtomobili, kamioni, ni da ni. Je pa neverjetno, če samo pomisliš, kako vozijo te fantje. Jaz bom šel tukaj po najkrajši cesti od Nove Gorice do Ajdovščine. Oni bojo pa v tem času prišli čez Tolmin in Idrijo v Črni vrh in se čez Col spustili dol. Neverjetno. Ok, ne bomo prišli pol hkrati, malo prej vseeno bom tam, ampak kapo dol. Evo, jaz sem prišel v Ajdovščino, zdaj je 3:30 ura, tako da imam vsaj pol ure časa, da si dobim eno dobro mesto za spremljanje poteka etape. Še predtem si bom pa privoščil 2 kepci sladoleda. Na internetu sem prebral, da so kolesarji že šli iz Črnega vrha v serpentine in da Majka in Pogačar narekujeta silovit tempo. Tako da si moram kar na hitro poiskati en dober plac za spremljanje dirke. Ja, prav nič prehiter nisem bil. Tle sem si najdel en tak lep plac v senci. Prvotno sem nameraval biti dol v tistem krožišču, ampak vidim, da je tam kar precej ljudi, tako da sem se modro ustavil tukaj na tem delu ceste, kjer je malo bolj prazno. Ampak prvi policijski motorji že prehajajo mimo. Promet je ustavljen, cesta zaprta, tako da ne bo za čakati več kot 10 minut. Tako kot spremljam po spletu in če ne bo šlo nič narobe, bi se mogel ta prvi mimo mene pripeljati prav Pogačar. Jaz sem tudi en pantalon. Tle sem se nekaj zamislil, gledal v kamero in kar naenkrat je prišel Pogačar mimo, zraven sta bila še Majka in Novak. Videl sem jih, posnel pa ne, mislim, hej. Bravo, bravo, bravo! Dajmo, 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 dajmo! Ja, tukaj v Ajdovščini je bilo lepo videti, kako je bila glavnina raztegnjena od vseh teh vzponov in divjih spustov. Zdaj pa jih čaka še vzpon na Razdrto in potem zaključek v Postojni. Glavnina je šla mimo, zdaj počakamo še rešilce, metlo in potem bo cesta sproščena, tako da se lahko odpeljem tudi jaz. Preživel sem en čudovit dan. Videl sem dirkače na štartu, videl sem jih na spustu v Plavah, videl, kako so šli na polno v Ajdovščini. Skratka, ena taka fantastična izkušnja. Hvala vsem, ki ste me na progi prepoznali in poklepetali z mano. Vsem gledalcem pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!